Bog da je dobro, brati in sestre. Današnja nedelja je nekaj posebnega. Spominjamo se Jezusovega krsta, hkrati pa zaključujemo božični čas, ki nas je razveseljeval s svojo toplino in prazničnostjo, ki jo vsi seveda potrebujemo. V petek smo praznovali Gospodovo razglašenje ali svete tri kralje, danes pa je že kar Jezusov krst. Za današnji čas nič posebnega, saj se krščujejo večinoma še dojenčki v prvem letu življenja. Jezus pa je bil pri krstu star že 30 let. Zato je mogoče ta preskok časovno malo težje razumeti. Pojdimo kar na dogodek krsta. Janez Krstnik je krščeval v Jordanu in je klical k spreobrnenju in priznavanju grehov. Takrat moč krsta in krstnega dejanja še ni imela tiste moči, kot jo je potem po krstu Jezusa. Jezus je postavil zakrment krsta z besedami svojim učencem: pojdite po vsem svetu in oznanjajte ter krščujte v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Janez se je zavedal, da je Jezus resnično Božji sin, saj je potrdil njegovo navzočnost z besedami: glejte, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Najbolj pa nas preseneča dialog med Janezom in Jezusom. Janez se najprej ni hotel, da bi krstil Jezusa in mu je ugovarjal, češ: jaz se bi ti moral dati krstiti, ti pa hodiš k meni. Čeprav ni nobenih dokazov v Svetem pismu, da bi se Janez in Jezus dotedaj že prej kaj srečevala, razen seveda ob obiskanju device Marije pri Elizabeti, ki je bila v 6. mesecu nosečnosti Janeza Krstnika, je njun pogovor potekal na ravni, kot da se še celo življenje poznata. Tukaj lahko vidimo, kako na skrivnosten način deluje Sveti Duh, ki je navdahnil Janeza Krstnika, da je prepoznal Jezusa, ki je prihajal k krstu, kot tistega, ki prihaja od Boga in je Božji odrešitelj, ki ga je izraelski narod pričakoval že tisočletja. Sveti Duh je deloval, da sta se zopet srečala prerok in odrešenik. V tem trenutku nam prihajajo besede Svetega pisma ob obisku Marije pri Elizabeti. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha. Torej, isti Sveti Duh je spet deloval, da sta se srečala prerok Janez in odrešenik Jezus. Ko je Janez dvomil o tem, da bi se Jezus dal krstiti njemu, je Jezus to zadrego rešil z besedami: pusti zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolnjava vso pravičnost. Jezus s temi besedami nam vsem in Janezu hoče povedati, da niso pomembne formalnosti, navade, postave, ampak da je najprej pomembno dati prednost Božji volji, Bogu, kaj Bog želi, da storimo. Izpolnjevati je potrebno Božjo pravičnost, ki je povsem drugačna od naše človeške namišljene pravičnosti, ki v veliki meri obstaja samo na ravni maščevanja in razmišljanja zob za zob. Božja pravičnost daleč presega človeško omejenost in ima logiko ljubezni, darovanja, odpuščanja in usmiljenja. In v to logiko Božje pravičnosti vstopamo ravno pri krstu. Ni samo Jezus bil deležen besed Boga Očeta: ta je moj ljubljeni sin, ampak Bog vsakemu izmed nas pri krstu zakliče: pridi k meni, moja ljubljena hči, moj ljubljeni sin. Skrivnost in moč Jezusovega krsta je ravno v tem, da se potopimo v Jezusovo smrt in po njej ostanemo in se dvigamo k Bogu Očetu, kot se je Jezus Kristus. Janez Krstnik je krščeval za priznavanje grehov in spreobrnenje človeka. Jezus pa kot Božji sin krščuje v duhu in resnici. V obeh primerih pa gre za Božje delo usmiljenja in ljubezni. Vsak, kdor je bil krščen, je stopil v logiko Božje pravičnosti. Povabljeni smo, da v moči krstne milosti zajemamo iz modrosti, ljubezni in pravičnosti Svetega Duha, ki ga v polnosti prejmemo pri sveti birmi.
Takrat Sveti Duh ulije v naša srca svoje darove, 7 darov, ki napolnijo naše življenje z Božjo pravičnostjo in bližino trojedinega Boga. Krst odpira vrata vsem ostalim zakramentom, ki jih je Jezus postavil za svojo cerkev. Krst so vrata v nebeško kraljestvo. Krst ima ključ, da odpre ta vrata, ki človeka loči od Boga. Vsak izmed rojenih na svetu nosi v sebi poseben ključ, ki odpira ta vrata, če le svoj ključ damo v ključavnico in z njim odklenemo svoje srce za vse milosti, ki nas čakajo za temi vrati in jih odklenemo s tem ključem našega življenja. Vsakega, ki odklene vrata, jih sam Jezus odpre in pokaže pot, resnico in življenje k Bogu, ki nas veselo pričakuje. Danes je dan, da se vsak krščen veseli teh odprtih vrat v Božjo bližino. Vsak izmed nas naj se zahvali Jezusu za dar krsta. Bodimo hvaležni, da nam je bilo dano življenje in seveda potem tudi sveti krst. Bogu hvala. Pa še naloga za vse. V tem tednu poišči doma podatke, kdaj si bil krščen, krščena in se zahvali za te milostne darove Boga Očeta. Amen.